Sem na vrtu v okolici Domžal. Tole je praktično čisto za hišo, kot vidite, placa med hišo pa ograjo niti ni veliko, ampak smo ga ful dobro izkoristili s tole kubi pergoco, ki ima zraven tudi vrtno hišo. Se pravi, tiste tamle zadaj naprej je v bistvu hiška, kamor se spravi vrtno orodje. Tukaj smo pa dobili en tak ful lušten ples za mizo pa stolčke postaviti, zato da se lahko odmakneš, zato da imaš pač tisti svoj mir, da si lepo ograjen, da lahko mir po domač povedan spržeš čik. Evo, se pravi, tale del ima pa tole prostor za shranjevanje. Noter so poličke, noter so razne kolesa, razne take stvari, ki na podstrehi pa v kleti ne morejo biti, zato ker hiša ni podkletena. In se ponavadi te stvari nabirajo okoli hiše do takrat, ko jih imamo dotlej gor, pa vrtno lopo postavimo. No, tole je pa še en detalj, ki je pri nas že zelo tradicionalen, LED lučka vgrajena v strop. Evo, jaz sem svoje skadil. Ne, se zakadim. Šibam na naslednjo lokacijo, ostanite z mano, danes bo še lušta dan. Kubi hiška za shranjevanje ima tukaj prav poseben predprostor, ker imamo narejena kar dva prekata, eden je za drva, drug je pa v bistvu prostor, kamor smo postavili vrtno omaro, zato da imamo noter tiste stvari, ki jih pač rabimo imeti na hitrico. Tukaj noter so pa stvari za po domač povedan hobi program in to je v bistvu dokaj običajna hiška za shranjevanje, ampak zaradi teh majhnih detajlov pa posebnosti je kar zanimivo izpadla in tudi stilsko se ujema z stanovanjsko hišo, ki je tudi v kombinaciji bele fasade pa antracit detajlov. Pri tej hiški smo vhod naredili na tej stranici, zato ker je najbolj praktično, če tukaj spredaj parkiramo avto, ker je tudi nadstrešek za avto pa vhod v hišo. Ampak nismo mogli dati drsnih vrat, zato ker je tamle že vrtna omara. In se krilo ne bi moglo v tisto smer odpreti, tako da smo se odločili za krilna vrata. In ta krilna vrata takole izgledajo, malokrat jih pokažem, ker nimamo velikokrat vgrajena, ampak so zelo lično narejena, se pravi, so tudi izolirana, kovinska vrata v bistvu in so tudi narejena za ven, pa zelo lepo se dopolnijo recimo z antracit detajli, ki so tudi na tej hiši, pa luč na senzor, sem ga sprožil. Še ena taka stvar, no, ki jo tudi redko kdaj pokažem, je pa tistale okno tamle, pa gremo še tja. Okno v tej širini, to je 155, če se ne motim, redko kdaj vgradimo, ampak na tej stranici, kot vidite, ta stranica je dolga 5 metrov. In na tej stranici, če ne bi imeli tega okna, bi izgledali pusto, dolgočasno, s tem smo pa zelo lepo razbili to v narekovajih monotonost in smo tudi nekako dodali malo duše, se pa nič čez ne vidi, ker je to kaljeno steklo, zatemnjeno, tako da je to en tak detajl, ki se mi ga zdaj vredno omeniti. No in ta hiška je tudi lušten primer, kako kombinirati les pa bel klasičen omet, ker smo na sprednji stranici pri drvarnici uporabili lesene dilce, zato da dodamo malo dinamike, da so drva primerno skladiščena, da so pod streho, pa da se hkrati tudi sušijo. In ja, takole izgleda, no. Za vse tiste, tudi če nimate na vrtu veliko lesa, pa če ga vgradimo na enem delu vrtne hiške, ni nič narobe, no. Ker les še vedno prinaša toplino v okolico, v dom, tudi če ga ni veliko. Tole je pa en lušten vrtiček, zraven je vrstna stanovanjska hiša in tukaj je bil lih lušten prostorček še za postaviti eno vrtno lopo, vrtno hiško z nadstreškom, kjer imamo noter tudi malo prostora za druženje v resnici, pa recimo tukaj v nadstrešku za pospraviti kakšno vrtno opremo ali pa spomladi, poleti postavimo počivalnik, pa pač uživamo doma na vrtu, kar je pa tudi najbolj pomembno. Tako da vam bom tole hiško danes malo bližje pokazal, gre za klasičen macesnov kubi, takšnih, ki smo jih naredili že zelo veliko. Ima pa mogoče en tak detalj, ki
ga redko vidimo, to, da imamo polkno. Polkno imamo tudi v dodatni opremi, ampak ga zadnje čase redko vgrajujemo. In tale ima kar dve polkni tukaj in tudi dve okni. Okna so zatemnjena, tako da se iz cesta je tukaj, da se z ceste praktično ne vidi nič noter. Pa spet imamo te posodobljene aluminijaste oziroma kovinske okvirčke, zato da tudi hiško naredijo malo bolj moderno. Rečemo temu, da je to facelift. Da se žleb ne vidi, imamo tukaj iz strehe speljano cev direktno v steber in potem tukaj po stebru speljano ven v travo. In tukaj načeloma niti ne rabimo nobene posebne drenaže, zato ker trava to površino, ki ni velika, to je mogoče 8-9 kvadratnih metrov, trava še vedno lepo se absorbira pa popije. No. Tako da je tudi postavitev take hiške dokaj enostavna, ker ne rabimo kakšne posebne podlage. Tudi tukaj vidite, da stoji na tlakavcih, spodaj so tačke, postavimo jo v vago in je v eni uri praktično pripravljena na uporabo. Tukaj imamo, kljub temu, da je vrtna hiška izjemoma, tudi okno, ki se odpira, se pravi termopan steklo, ta pravo leseno okno, zato da lahko na kip ali pa na stežaj odpremo za dodatno zračanje. Čeprav je že poskrbljeno za zračanje prek podnic pa prek vrat, lahko tukaj lažje v bistvu naredimo durhcuk po domač, zato da se hiška hitreje prelufta, pa če imamo noter kakšne take stvari, ki res ni fajn, da zrak zastaja, da ne bi prišlo do kakšne plesni. Evo, to je to za danes. Hvala, pa se vidimo čez 2 tedna. Čau, čau.